Še enog vas vse prav lepo pozdravljam v imeni gorstanjenoga Jezuša Kristuša, našega dragoga odrešenika. On je tisti, štiri dava svojim sigdar tisto konucejo. Znate, to je najboljše gliza mene za tebe v vsakoj situaciji našega življenja. Čiklika je dostakrat težko razumeti stvari, štere se nam dogajajo. Vredno je, dragi moji Gospode, zavipati in biti hvaležen v vsem. Edino na ten način smo leko to, kako smo to učili prejšnje nedele, smo leko to, ko je Gospodova sveta vola. Zadovoljo toga, ka mi smo v prisotnosti, mi smo pred enim mogočnim Bogom. Pred vsemogočnim Bogom, pred tistim, štero mi je nikaj nemogoče. Kode on včino, to je njegova odločitev. Ali imejmo to zavedanje, ka njemi je nikaj nemogoče. On mene in tebe dava tudi svojo avtoriteto. Zavoljo toga, ka mogočni Bog je pravo, ka je on luč sveta. To piše v Janezi 8, tale 12. vrstica, Janez 8, 12, to piše: Jaz sem luč sveta, kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. Što ode za mjov, ne de v kmici, poč pa da imel to svetlost, to luč življenja, šterega, da ga pelala te naprej, vse ta do večnoga cilja. In znate, Jezus je to svojo avtoriteto, štero ima, svojo avtoriteto je zavipal tudi tistim, štere so svoje življenje prepustili njeme v upravljanje, njeme v vodstvo in pravi tok, mene in tebe v Mateje 5, tale 14. veršoš, pravi tok, vi ste luč sveta. Najprej pravi, kaj je on luč sveta in te dava to isto avtoriteto mene in tebe. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. In še dosta je toga, ko je gnes odgovornost mene in tebe, kot znak enoga Božjega zavipanja. Znak Božjega zavipanja, šterim nas on obravnava. Bog ima zavipanje v mene in tebe, v mojo in tvojo poslušnost njeme in v mojo in tvojo delovanje. Jezus pravi, vi ste. Nej, ka inog bodete, pa mogoče bodete. Nej, vi ste. Ali pa niti nej, ka bi vi morali biti. Nej, vi ste. Ti si, ges sam. In tvoja odgovornost je, ko sam ges, kakše sam ges. In v tom jutri bomo pogledali še eno besedo, štero znamo. Štero smo dostakrat že čuli in vseeno želim, ko jo pogledamo še eno, mogoče pa da nekako me koristila. Mene sem prepričan, da mi ne koristila ta beseda. Leko gor stanemo in preštejmo Jezušove besede iz Janezovega evangelija 15. tala, Janezov evangelij 15. tal, od 11 do 17. To so Jezušove besede, Janez 15, od 11 do 17. Tu tok piše Božja beseda, tok pravi za mene in za tebe v etom jutri. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da svoje življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam, ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar. Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega
očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. To je tisti sad duha, od katerega štejemo Galačanom 5. tale 22 do 23. In obrodite sad in da vaš sad ostane, tako vam bo Oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč. Hvala je tebi tudi za to jutro, ko ti gučiš k nam, gučiš v naše življenje. Pomori mene, ko povem to, ko je tvoja sveta vola, in pomori nam, ko mu razumeli, sprejeli in živeli po tvojo drago svetu reči. Amen. Amen. Izvolite sesti. Jezus v toj besedi najprej goči od veselja, šteroga ima on nad tem, kako živijo njegovi sledilci, kako živijo tisti, štere njega nasledujejo. In on pravi, ko naj živimo tudi mi v tom veselje, naj se veselimo v njeme, v tom, ko je on. Predtem pravi, kad ćemo se držali njegovih zapovedi, temom od njega tu ljubljene, tede njegova ljubezen do nas delujoča. Tede njegova ljubezen v nas delala in napravila tu spremembo, torej poslušnost Boge, tome, ko on pravi, sprošča njegovo ljubezen do nas. Neposlušnost njegovim zapovedem pa to isto ljubezen od nas oddaljuje. In ti Jezus izpostavlja nekaj, ko na vsaki način želi, kaj je noj živo med nami. Kaj je noj med nami živo. Pravzaprav on to zapoveduje. Pravi, to je moja zapoved. In Bog pravi, kad tistim, štere izpolnjujejo njegove zapovedi, on izkazuje svojo dobroto. To štejmo v 2. Mojzesovoj knjigi 20. pa 6. veršoš. Nemo gledali, zdaj ta so opisane Božje zapovedi in prave, što izpovedi zapolnjuje, on izkazuje tistome dobroto. Jezus dava sebe za zgled, kakšne so naše medsebojne odnose. Pravi, no je naša medsebojna ljubezen takša, kak je njegova do očeta in njegova ljubezen do nas. Ali spremljate Jezusovo življenje in pa njegovo delo? Štejte Božjo besedo? Gdje je opisano njegovo življenje in njegovo delo, poznate njegove načine in pa delovanje, kako je on delo, kako je živo, kakšne odnose je on imel do enoga in do drugoga. Je on kaj delo v zamere? Se spomnite? Se zavedate dela na Golgoti? Je to delo bilo pod prisilov ali pa v iskrenoj ljubeznosti? Jezus naš zgled, njegov zgled, on je zgled mene in tebe. Dnes, jutro, pojutraj, če nam Gospod da doživeti in na vsakom koraku našega življenja, vsakoj situacije. In zdaj, po toj razlagi, glede medsebojnega življenja, po Jezusovoj razlagi, kakšen je naš odnos eden do drugega, dava eno trditev, pravzaprav eno izjavo. V 13. veršu še tako štejmo. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Nišče nema večje ljubezni, kot je ta ljubezen, kad da svoje življenje za tistoga, za šteroga pravi, kaj je to v njeme prijatelj. In pogledajmo, ko piše apostol Pavel
v Rimljanom 5. 6. do 8. veršoš, to piše, tej veliki Božji sluga, který je doživo za istino eno popolno spremembo v svojem življenju, da se je srečo z gorstanjenim Jezusom Kristusom. To štejmo Rimljanom 5, 6 do 8. Kajti, ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za brezbožne. Da smo mi bili ještě slabotni, v časi daleč nazaj, je Kristus umrl za brezbožne. Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega, morda bi si še kdo upal umreti za dobrega. In gledajte dole to veličino Boga, Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Ko smo bili še grešniki. In tu leko za istino povejmo, aleluja. Aleluja. Kristus je mrl za mene, za tebe. Ne za pravične, pač pa je mrl za tiste, štiri se mantrajo v grehi. In to smo bili vsi mi, če se prepoznamo ali ne. Pavel tu opisuje Jezusovo ljubezen, njegovo žrtvo. In ne pravi, kaj je Jezus mrl, dal življenje za prijatelje, pač pa je mrl za tiste najhujše, za grešnike, za koj, kaj bi iz njih napravo sebe prijatelje. Brez toga dela ne mreš biti Božji prijatelj. Jezus goči o njegovoj ljubezni in o tom, ka on nas smatra za volo njegove žrtve, on mene in tebe smatra za njegovega prijatelja. Se veseliš, ka si Božji prijatelj? Amen. On goči, kada on dal svoje življenje in to, da je koristilo samo njegovim prijateljem. Samo tistim, štiri do se odločili, kada imeli eden prijateljski odnos z njim. Jezus je mrl za vse ljudi, ali samo njegovi prijatelji imajo, kad tako povem, korist od njegove smrti. Štiri je njegov neprijatelj, tisti, da je imel obsodbo za vso večnost. Zdaj prihajamo do točke, daleko ugotovimo na podlagi Božje besede, što je Božji prijatelj. Ne to, ko je pravi, pač pa to, ko Božja beseda pravi. To, ko nam Bog pravi skozi njegovo drago sveto reč. 14. veršoš tak pravi, kako smo prešteli iz toga teksta v Janeze 15. tale, 14. veršoš, tak pravi, vi ste moji prijatelji. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Jezus je tu zelo, zelo jasen in pa direkten. Zelo jasen in pa direkten. Če delate to, ko vam ga naročam, te ste moji prijatelji. In to je še ena njegova izpoved zaupanja v človeka. Kada človek delo to, ko on naroča. Kada človek znova grato njeme prijatelj. Kada grato Božji prijatelj. Če delaš to, ko on naroča. Tu je potrebna jasna, osebna odločitev, v štero smer bomo šel. V štero smer bomo šli. Ali v eno, ali v drugo. No in ponazorim to z eno zgodbo. Mogočen kralj je potoval preko puščave. Spremljala ga je dolga karavana, ki je tovorila njegov pravljično velik zaklad. Zlato, diamante in dragocene bisere.
Na približno polovico poti je ena od kamel uničena od vročine in žgočega peska omagala in se več ni dvignila. Zaklad, ki ga je nosila, je zdrknil z njenega hrbta in lesen zaboj se je razletel, njegova vsebina pa se je raztresla po tleh. Biseri, drago kamenje, zlato, vse je ležalo v puščavskem pesku. Kralj zaradi tega ni hotel ustaviti svojega potovanja, seboj pa ni imel niti rezervnega zaboja, ostale kamele pa so tako ali tako bile že preobremenjene. S kretnjo, ki je bila med obžalovanjem in darežljivostjo, je dovolil svojim pažem in oprodam, da obdržijo dragocenosti, ki jih bodo našli v pesku in jih vzamejo seboj. Mladeniči so se takoj vrgli na kolena in začeli iskati po pesku, kralj pa je nadaljeval svoje potovanje skozi puščavo. Naenkrat je začutil, da nekdo hodi za njim. Obrnil se je in zagledal, da mu eden od pažev sledi. Ves zadihan in prepoten ga je skušal dohiteti. Kaj pa ti? Je zanimalo kralja, se nisi ustavil, da bi kaj pobral v pesku? Mladenič je dostojanstveno in odločno odgovoril. Jaz sledim svojemu kralju. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Kako mi sledimo njeme, našome kralje, kako njeme mi sledimo? Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. Tok je pravo Jezus v Janazi 8. ali 12. veršoš. Kdor hodi za menoj. Što ode za mjov in dragi moji, dogledamo v svoje življenja. Ne bojmo pristranski. Ne bojmo upravičljivi do samih sebe. Ne pretvarjajmo se, kaj je vse vredi, tedo je ne vse vredi. Zavolo toga, kaj Jezus je luč, šteri nas razsvetljuje. Šteri ste starejši, te se spomnili, da je što mogo iti na rengen, koliko je tisto bilo povedano, kaj ide na posvet. Jezus je luč, štiri razsvetljuje bolje kot rengen, bolje kot CT, bolje kot magnetna resonanca. Bolje. On ima popolni pregled, popolno sliko našega življenja, mojega, pa tudi tvojega. On ima popolni pregled, on ima popolno diagnozo. Znate, ko on, naš kralj, ide naprej. On ide naprej in pojmo za njim. Odemo za njim. Pustimo zaklade, pustimo tiste dragocenosti, pustimo vrednosti, pustimo vrednote toga sveta, ton v peske. Pustimo to ton. Ne beremo jih, ne nabirajmo jih. Ne nosimo jih sjov za volo toga, to da nas samo oviralo do dosego večnega cilja. To da nas oviralo, kad nemo prišli skozi puščavo etoga sveta. Zelo znane leta 1998 umrli ameriški motivacijski govorec, profesor, znane kot dr. Love, kot dr. Ljubezen, Leo Buscaglia, tok se nikak preštej, Italijan po rodi v Ameriki je živo, je v enom svojem delu tok zapisal. Življenje je dar, ki vam ga je dal Bog. Način, kako ga živite, je dar, ki ga vi dajete Bogu. Kako je on zadovoljen s tvojim darom njeme. Na drugom mestu je tej isti avtor še dodal, ne bodi oboževalec,
Oboževalci so nestanovitni in te bodo kmalu zapustili zaradi nečesa drugega. Bodi prijatelj. Bodi prijatelj, na prijatelje se lahko zaneseš. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. To pa so Jezušove besede. Vi ste moji prijatelji. Si ti prijatelj, na šterega se leko ge zanesen in obratno, na šterega se leko ti zaneseš. In drugo vprašanje, si ti prijatelj, na šterega se leko Bog zanese? Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ga ne boš razočaral z načinom tvojega življenja? Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Tu imamo razodeto očetovo voljo. Tu imamo razodeto to, ko Bog želi. Na kakšen način naj mi hodimo v prijateljstvu z njim. To je ti smerokaz. To je ta moč. To je ta duhovna hrana za vsakodnevno naše potovanje do toga večnega cilja. In naj mene in vsem nam Gospod po svojem duhu pomaga, da ostanemo resnični prijatelji, na štere se on lahko sigdar zanese in je ponosen na nas. Ponosen na nas, zato, ker ga zvesto spremljamo. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč. Hvala je tebi, kad ti želiš, kad smo mi tvoji prijatelji. Pomori me, Gospod dragi, pomori me vsakom dnevi, vsakom trenutku mojega življenja, kad za istino delam to, ko ti praviš. Kad delamo to, ko je tvoja sveta volja za nas, za naše življenja. Pomori nam v tom in nas blagoslovi in vode. Gospod dragi, blagoslovi vsakoga, što posluša tvojo drago svetu reč. Kad bi jo razumeli, kad bi vsaki dan živeli to, ko ti praviš. Gospod dragi, mogoče dosta znamo, ali pomori nam, kad to delamo. Kamo te za istino tvoje prijatelje. Bog proslavljeni ti, Bog Oča, Bog Sin, Bog Duh Sveti. Amen.